28. oktobra leta 1941 je bila ustanovljena brežiška četa in ta datum si je občina izbrala za svoj praznik. V spomin na mlade aktiviste nosi naslov najvišje občinsko priznanje, to je oktobrska nagrada. Letos je šla v roke humanitarkama iz Rdečega križa in Karitasa. Oktobrsko nagrado podeljujejo od leta 1968 in z letošnjim nagrajenkama vred jo je prejelo 125 občanov. Na svečani seji v Viteški dvorani sta bili najvišje časti za svoje delo deležni Terezija Marija Žnidaršič, ustanoviteljica občinske Karitas, in Antonija Zanjuk, predsednica območne organizacije Rdečega križa. Obe sta se v lanskem begunskem valu posebej izkazali kot sposobni organizatorki in neumorni prostovoljki. Zelo sem počaščena, da je bilo opaženo moje delo, ker letos je le 25 let se zaključuje mojega začetka. Tako da sem zelo počaščena, vesela in hvaležna. Ko je ustanavljala Karitas Brežice, so bile potrebe po tovrstni pomoči manjše, kot so danes. Potrebe so bile tudi drugačne, kot so danes. Takrat je bila bolj vprašanje obleka, pa mogoče pogovor, danes je pa zraven še hrana. Najhuje za vse humanitarce je bilo ob lanskem begunskem valu. Noč in dan smo mogli biti vpeti, če ne mi, naši prostovoljci, koordinacija, tako da smo bili res izčrpani do kraja. Nagrada je le pika na i za vse to, kar sem v svojem življenju opravila, vendar mislim, da nisem zaslužna za nagrado samo jaz, ampak vsi prostovoljci, ki z mano delajo v Rdečem križu, v območnem združenju Rdečega križa Brežice, pa tudi v moji krajevni organizaciji. Kljub težki preizkušnji ob delu z begunci nagrajeni humanitarki ne bi ostali ob strani, če bi se na mejo ponovno začeli zgrinjati migranti. Njuna funkcija namreč ni salonska, ampak pomeni zavezo pomagati. Jaz sem sprejela delo in bom delala, če bo treba, še naprej. Seveda, zato sem tukaj, pa tudi, kot sem rekla, nekako ta čut humanosti je v meni. Vsaj tako mislim sama in tako pravijo ljudje, ki me poznajo. Župan in prebivalci krajevne skupnosti Dobova pa so mnenja, da se lanske razmere pri njih ne smejo ponoviti. Dnevi, ko je prišlo tudi po 15.000 migrantov, so razlog, da zahtevajo odstranitev šotorišča. Župan jih v tej zahtevi razume. Niso več pripravljeni se žrtvovati za celo Slovenijo in nasprotujejo ideji, da bi te migrantske centre ob meji dali v Beli krajini in pa v Dobovi in s tem nekako mirno v centri živeli in mislim, da so proti tem in da bojo vztrajali na tem, da se v roku 6 mesecih mora migrantski center v Dobovi porušiti. Lanska begunska kriza je začela ogrožati trgovino in turizem v občini, a so se na srečo razmere kmalu popravile. Občina kljub varčevalni politiki države in krčenju njenih sredstev deluje stabilno. Priznanje, ki smo jih dobili, pa rast turizma in pa seveda tudi rast vpisa študentov v fakulteto za turizem. Prav tako pa tudi nam je uspelo urediti industrijske cone in po dolgih letih ponovno prodati tudi parcele, kar pomeni, da se bo začela tudi investicije v gospodarstvo. Občina okoli 1 milijon evrov letno nameni za društva, v katerih ljudje preizkušajo svoje talente. V lanskem letu je bilo izjemno veliko raznih uspehov, tako na športnem področju. Zelo me pa veseli, da tudi na tem znanstveno-raziskovalnem so tako naši gimnazijci kot osnovnošolci bili med svetovnimi tekmovanji v znanju med najboljšimi. Podeljena so bila še občinska priznanja in plakete. Priznanja so prejela 3 gasilska društva: Bukošek, Obrežje in Sromlje. Plaketo pa družinsko podjetje Tehnični sistemi, kmetijska trgovina Cerjak in društvo Kmetic Brežice. Podelitev nagrad so z nastopom obogatili učenci in učitelji glasbene šole Brežice, ki letos slavi 70 let delovanja, ter vokalna skupina Solzice. Zdravstveni center Aristotel v Krškem se je preselil v nove prostore pri železniški in avtobusni postaji. Naložba je vredna 1,5 milijona evrov. Kljub negotovim razmeram za samoplačništvo v zdravstvu širijo nabor specialističnih storitev in število redno zaposlenih.
Zdravstveni center Aristotel je družinsko podjetje z 22 redno zaposlenimi in še toliko pogodbenimi sodelavci. Začeli so v najetih prostorih pred 19 leti z ambulanto medicine dela, prometa in športa ter z eno ambulanto splošne medicine. Z leti so širili nabor samoplačniških specialističnih ambulant. Imamo svojo verificirano laboratorijsko diagnostiko. Od vsaj zadnjih 6 let že se ukvarjamo tudi z ultrazvočno ambulanto za osteoporozo in med drugim smo kasneje skozi leta uvedli nevrološko ambulanto, internistično kardiološko, nevrološko. Od lani izvajamo že tudi laserske posege, zdravljenje urinske inkontinence in pa pomlajevanja nožnice in pa tudi laserske kirurške posege. Odpirajo še program estetike in ortopedsko ambulanto. Nosečnice pa bodo pri njih lahko prišle do prve fotografije svojega še nerojenega otročička. Med drugim smo v okviru te investicije nabavili tudi najsodobnejši nov Philipsov ultrazvok, s katerim bomo med drugim delali vse preiskave, ki smo jih že danes delali. Dodatno pa bomo delali tudi snemanje zarodkov, torej to, kar so danes mamice odhajale recimo v Domžale na te posnetke, bo danes ginekologinja delala to pri nas. V stavbi skoraj 1200 kvadratnimi metri površin je prostor tudi za kavarno, kjer sicer ne bo alkohola, se bo pa v zdravih napitkih ponujalo nekaj več. Tako kot je bila nekdaj več postrežba na otvoritveni dan, ko je jedilnik kreiral svetovni kuharski prvak Jure Tomič. Od ostalih novosti pa bo recimo v podnajemu rehabilitacijsko-vadbeni sprostitveni center, v okviru katerega bo delala gospa Tjaša Krištofič, tako po poškodbah rehabilitacija ali pa bom rekla po nekih drugih pozlomih povsem. Ob vsej tej ponudbi pa ostajajo zvesti tistemu, za kar so bili ustanovljeni, to je medicina dela. Stalnica naših zadnjih 2 let je promocija zdravja na delovnem mestu, delo z delavci in pa z izobraženostjo delavcev o pomembnosti zavedanja zdravja. Sodelujejo z vsemi velikimi podjetji v širši regiji. Pregledujemo podizvajalce NEK, naš partner je Vipap, DS Smith, v Dolenjski regiji je naš največji partner Revoz, za katerega delamo že od leta 2001 in torej z njimi sodelujemo že 15 let. Ob njih smo tudi v marsičem zrasli, si upam trditi, na področju medicine, dela, prometa in športa, zaradi tega, ker smo povzeli nekatere njihove standarde, ki veljajo v Franciji, jih morda še malo nadgradili in s tem tudi pridobili neko dodano kvaliteto. Vizija ustanovitelja zdravstvenega centra, pokojnega dr. Čakarja, je bila, da je treba medicino dela dejansko prakticirati na delovnem mestu. In mi tudi danes skušamo nadaljevati to njegovo delo na ta način, da dejansko smo se zaradi tega s to promocijo približali v podjetja, kjer želimo delavcem na licu mesta pomagati, jim pomagati pri ergonomskih rešitvah, jim pomagati pri ostalih zadevah, da se preprečujejo poškodbe pri delu, ki so pa danes v bistvu največji problem. Zaupajo jim podjetja, zaupajo jim posamezniki, zato so šli v tako veliko naložbo. 500 000 evrov je lastnih sredstev, 1 milijon je kredita iz podjetniškega sklada. Tudi ta jim ob najvišji bonitetni oceni lahko zaupa. Podjetniki si želimo samo eno, stabilno podjetniško okolje in spodbudo države za podjetja, ki dobro delajo, da jim omogočajo poslovanje naprej. Žal, trenutno bom rekla, v danih razmerah v bistvu je zadeva zelo nestabilna. Niti slučajno ni trenutna klima naklonjena zasebni dejavnosti v zdravstvu, vendar jaz pa menim, da bi se morda tudi javni zavodi marsikaj od nas lahko naučili. Predvsem o vodenju nekaterih zadev. Verjamem, da jih omejuje pri tem tudi zakonodaja, ki je za njih zelo, bom rekla, omejujoča in nespretna, ampak na nas vseh je, da skušamo to spremeniti. Kako negotova je prihodnost za podjetništvo v zdravstvu, so na svoj način pokazali v Ministrstvu za zdravje, saj na otvoritev novega centra Aristotel kljub večkratnim vabilom ni bilo nobenega predstavnika. Jaz mislim, da smo v teh letih dokazali, da smo zelo trdoživo podjetje in da smo prešli čez veliko življenjskih preizkušenj, ki smo jih obvladali in verjamem, da bomo zmogli tudi naprej.
Iz strahu ne rata nič, ne? Mora biti vizija, mora biti cilj, želja, morda tudi malo strasti in potem uspe običajno. Cene v njihovih samoplačniških ambulantah so prilagojene socialni moči posavske regije, torej so nižje od tistih v prestolnici, je povedala direktorica. Upravne enote po občinah letos obeležujejo 20 let delovanja, tudi brežiška, ki pa je sklenila jubilej obeležiti. Po njihovi zaslugi je namreč pred 10 leti mesto dobilo lepo novo stavbo, kjer so ob upravni enoti prostore dobile še druge službe. Ko se je država izgovarjala, je bilo več optimizma in več denarja kot danes. Zato je bilo možno doseči soglasje za gradnjo upravnega centra. 28. avgusta 2006. leta smo se preselili tukaj, v to stavbo upravnega centra, ki meri cirka 4600 kvadratnih metrov, od tega mi zasedamo upravna enota 1350 kvadratnih metrov. Večinoma so si prva leta upravne službe delile prostor z občinskimi. Tudi v Brežicah in kmalu je postalo pretesno. Druga stvar je, da smo tukaj v relativno devastiranem prostoru mestnega jedra naredili tako stavbo, ki je dobra in ki je lahko ponos tudi vsem nam. Skratka, imamo tudi dobre pogoje za delo uslužbenci, kakor tudi stranke. Skratka, to so vse pozitivne stvari te investicije. In ta stavba je bila narejena na 15-letni leasing, skratka, 10 let smo v njej, čez 5 let bo država lastnica teh prostorov. Upravna enota je tako kot občina, servis za 24 000 občanov. Opravljajo ga dobro, pravi načelnik, saj so med drugim strli tudi najtrše denacionalizacijske orehe. V Brežicah smo končali lansko leto z denacionalizacijskimi postopki, to so bile trde zadeve, posebej na koncu. Lahko pa rečem, da smo jih uspešno končali in ker imamo nekaj izkušnje na tem, tudi delamo sedaj 3 zadeve za eno drugo upravno enoto, 3 zelo zahtevne zadeve. Tako da pomagamo tudi drugim. Jaz lahko rečem, da sodelovanje dobro in kvalitetno, posebej še sedaj, ko je bil sprejet nov prostorski načrt, s tem se je tudi omogočilo marsikatera tako legalizacija kot druga ureditev v prostoru. Se mi pa vidi, da to dobro sodelovanje, ki je že bilo v preteklosti, ko smo bili v skupni hiši, se nadaljuje še predvsem tem, da se že poskušajo določene stvari nekako razrešiti, preden pride do problemov, tudi z nasveti in tudi imajo redne koordinacije naši prostorski oddelek in pa ljudje na tu, da lažje razjasnijo si tudi naše prostorske plane oziroma da tudi od njih dobimo tiste najbolj pogoste težave in potem mi poskušamo vključiti to v prostorske pakte. V strategiji razvoja lokalne samouprave pa se bodo dogajale določene spremembe v organiziranosti upravnih enot. Kot pilotni projekt bo prvo združevanje finančnih služb. To pomeni, da bomo na 2 območjih združili vse finančne službe večjih upravnih enot v 2 nosilnih. Pričakujemo dobre rezultate, potem bomo pa postopno, tako kot vedno delamo, nadaljevali to tudi na ostalih upravnih enotah. Projekt na 2 regijah je dejansko že začet. Menimo, da po 20 letih dela so se pokazale tudi neke reči v poslovanju, ki jih treba spreminjati. Menim, da so državni organi na lokalni ravni premalo povezani horizontalno in to so eni od prvih ukrepov, ki sledijo tistim intencam strategije razvoja javnega sektorja in državne uprave. To gre v to smer in menim, da tudi tukaj treba nekaj narediti v smeri racionalizacije. Mi ne moremo biti izvzeti iz tega. Ta projekt prinaša to, da namesto v končni fazi, da bomo imeli na 58 upravnih enotah 58 finančnih služb, bomo imeli mogoče 8-12 finančnih služb, ki bojo vršile storitve za vse upravne enote. Prinaša racionalizacijo in višjo kvaliteto dela. Viškov zaposlenih zaradi tega ne bo, zatrjuje minister. Seveda bo pa rezultat tega projekta tudi to, da bo manj ljudi potrebno v podpornih službah in se jih bo več lahko posvetilo tisti osnovni dejavnosti odločanja, kar je temeljna naloga upravnih enot. Pred zaposlenimi so nove naloge. Ne bi zdaj posameznih področij izpostavljal, ker vemo, da prihajajo dimnikarske storitve, prihajajo nove pristojnosti, urejanje z meje, zaposlovanje, dovoljenje za delo in bivanje, cela vrsta novih pristojnosti je. Upravne enote po obsegu dela kar hitro dobivajo nove naloge v lanskem letu, v letošnjem letu. Po obsegu zaposlenih in sredstev so pa v zadnjih letih zelo zmanjšali. Se pravi, preko 20% se je zmanjšalo število zaposlenih. Pa vendar je to nek logičen proces.
To je proces, ki se mu reče optimizacija, izboljšanje poslovanja in se bo nadaljeval tudi v prihodnje. Brežiška upravna enota svojo odprtost do okolja kaže v sodelovanju z umetniki. Za razstave namenja stene v sejni sobi in prostor v avli. Nimajo posebnih kriterijev za sodelovanje in vabijo slikarje, naj čim večkrat s svojimi deli popestrijo njihove prostore. Verjamete, da se lahko vsak nauči slikati? Proces je podoben kot učenje pisanja, pravi slikar Nik Anik iz Skušek iz Sevnice, ki na Nizozemskem na eni od akademij uči risanje. Zanj je to sanjska služba, do nje pa je prišel z velikim garanjem, ne zgolj s talentom. 26-letnemu umetniku namreč slikanje pomeni življenje. Kdor uspe izven meja naše domovine, tekmuje z nadarjenimi iz vsega sveta. Nik je zaključil magistrski študij slikarstva na Akademiji za umetnost v Ljubljani in v Firencah. Neguje stil starih klasičnih mojstrov, saj so njegove slike in risbe narejene s fotografsko natančnostjo. Na Sevniškem gradu je imel več razstav. Njegovo strast so v družini opazili pri 5 letih, ko se je sicer nemirni otrok popolnoma predal ustvarjanju, če je dobil papir in svinčnik. Za študij v tujini se mi je pa odprlo na sred diplomskega študija na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, ko sem šel prvo na izmenjavo Erasmus v Bologno, v Italijo. In tam sem potem odkril tudi, da obstaja ta klasična akademija Angel Academy of Art v Firencah. In takrat se mi je začela ta močna želja prebujati, da si želim iti tja, razvijati to, da se naučim tisto, kar v bistvu nisem odkril v Sloveniji, ne. Njegova usmeritev v klasično likovno izražanje na Ljubljanski akademiji ni bila deležna navdušenja, prej nasprotno, redki profesorji so ga podprli. Človek, ki sem stal za iskanjem genialnosti, za iskanjem mojstrstva, za iskanjem nekim višjih sporočil, ki jih lahko predaš preko slik, in definitivno sem jim šel v nos, tako da so ogromno v bistvu delovali proti meni. Drugače je bilo v Firencah, kjer so njegovemu talentu na široko odprli vrata in mu omogočili 3-letni program zaključiti v 2 letih. Od garanja je skoraj pregorel. To akademijo moraš plačati za 3 mestre, koliko časa si tam, in sem gotovo, če hitreje končam zadevo, bom pač manj plačal, ne. In je bilo res, to je bilo kar veliko denarja in preprosto sem delal od 9 zjutraj do 9 zvečer legalno. Potem sem pa še na skrivaj dobil še ene ključe in sem pa lahko ostajal še po času na akademiji in sem pol začel do 6 zjutraj slikati, pa sem pol spal 3 do 4 ure na dan. In sicer je to pol vodilo v dost pregorelost, no. In sem se pol rabo soočil tudi s tem, da sem pol zdaj svoje telo pripeljal nazaj v neko normalno stanje. Ampak ja, pač preprosto je bilo veliko odpovedovanja, no. Zdaj se mu vse to obrestuje, saj je zaradi referenc dobil vabilo na Nizozemsko. Na tej akademiji, medtem ko sem bil študent, sem več mesecev tudi učil. Da sem bil učitelj študent. In je bila stvar ta, da mi je pol, ko smo imeli nek ožji sestanek, mi je rekel, če želiš naprej delovati, tu je ena akademija na Nizozemskem in oni potrebujejo enega učitelja iz naše akademije. In sem bil tako, bom premislil, ne. Načeloma sem mislil ostati v Firencah, Firence so mi všeč, tako mislim, že tam biti na tej akademiji, biti v okviru teh mojstrov. Ampak pa se je pa vse izkazalo, da v resnici je pa čas, da tudi grem ven iz Firenc. Če se štejemo njegovo šolanje po 9-letki, znese to 11 let umetniškega usposabljanja, a je v bistvu na začetku svojih iskanj, pravi Nik. Z vsem tem znanjem, ko imam nekako pod kapo, zdaj se lahko začnem zares učiti. Zdaj je čas, da začnem iti v globine, kaj pomeni izražati na ta način, ker zdaj znam slikati, znam naučiti kogarkoli slikati ali pa risati. In zdaj je pa čas, da se v bistvu začnejo te višja sporočila zares izražati v malo bolj mogočnih slikah. Delam 27 ur na teden in imam pol ogromno svojega časa, da lahko še ustvarjam svoje slike. Delam na novi seriji zdaj slik, ki bojo slike po 2,5 metra. Zdaj delam na eni sliki, ko ima 11 figur. Taka zelo zahtevna figuralik, ampak bo tudi nekaj tazga, kar še niste videli v mojem opusu, ne. Lepota resnice te osvobodi, pravi Nik. Po njegovem mnenju je vsak sposoben risanja, če je le dovolj močna želja. To je preprosto
metoda, ki se jo lahko vsak nauči. Ne rečem, da bo vsak človek, ki se bo lotil risanja, postal genijalen mojster, zaradi tega, ker ne želi si vsak človek postati genijalen mojster. Pač nekateri si želijo to početi samo zato, ker uživajo v tem, pa bi radi se razvijali, bi radi to raziskovali v sebi. In imam takšne učence, potem imam pa tudi učence, ki so pa zelo talentirani, predani, konstantno rišejo, konstantno so v tem, razvijajo. In pa imam tudi skupino slikarjev, ki so v bistvu varirajo leta. So tudi moji mladosti in pa tudi starejši, ki bi bili in očetje in mame in tudi stare mame nekateri. Umetnost je kot hrana, zato je ne bi smeli nikomor odtegovati ali zviška gledati na ljudi, ki se v ta svet podajajo brez akademske izobrazbe, meni Nik. Meni je fantastično videti, ko ljudje se poglabljajo v umetnost. Pa pride mogoče nekdo, pa mi pokaže svojo risbo enega portreta, ki je naredil. Pa recimo za moje stališče bi bil ta portret manj kvaliteten ali pa slab celo, ampak jaz ga bom pohvalil, zaradi tega, ker vidim to iskro žarečo v njem, kak je on srečen pa vesel, ko on to ustvarja. In kdo sem zdaj jaz, da bom tule poplul, zaradi tega, ker sem pač jaz kao imam neki izobrazbe in bla bla titul, pa bi bolj plul po drugih, zaradi tega, ker niso še na tem nivoju. To mi ni. Meni je pomembno, da ljudje, tudi ko so skupnosti, da ustvarjajo nekaj, da se gradi, da se ustvarja, da se poudari ta umetniški del civilizacije, zaradi tega, ker umetnost je nepogrešljiv del življenja. Za nami je dan mrtvih, praznik, ko pokojni združujejo žive. Veliko jih namreč še neguje običaj, da ta dan pustujejo ob grobu svojcev. Kaj pa mame, ki so rodile mrtvega otroka, ki nima groba? Po pomoč v žalovanju se lahko zatečejo v društvu Solzice s sedežem v Krškem. Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo Petre Urek pred 12 leti. Soočena s smrtjo hčerkice, ki je teden dni po rojstvu podlegla operaciji, je začela iskati način, kako obvladati neznosno bolečino izgube. Pomaga pogovor z nekom, ki je to dal že skozi. Za pomoč žalujočim staršem je v soavtorstvu napisala knjigo Prazna zibka, Strto srce, kjer so v enem delu strokovni nasveti, v drugem pa zbrana pričevanja o smrti otroka. Tolažbe ob izgubi otroka ni. V bistvu lahko smo samo sočutni ob starših, jih poslušamo in kar je najpomembnejše, jim dajemo pravico, da je otrok obstajal in da imajo možnost tudi žalovanja. Seveda še prej pa, da tega otroka spoznajo, da se poslovijo od njega, da si ustvarijo spomine. Vse to je zelo pomembno, predvsem potem za kasnejši čas. V žalovanju je najhuje, če se tiste dni, urice ali leta, ko je otrok živel, ne nahraniš dovolj spomini nanj in se nimaš s kom o njih pogovoriti, ker se okolica dela, kot da tega otroka ni bilo, v dobri veri, da s tem olajša izgubo. Ena izmed tolažb, ki res ni na mestu, je ravno ta, saj ima še 2 otroka, saj ima še enega otroka. To zelo boli, ker vsak otrok je pričakovan, vsak otrok je narejen iz ljubezni in vsak otrok je pač vreden tega življenja, pa ne glede na to, ali jih imamo 3 doma, 2, enega. Žalovanje je individualni proces, a okolica naj se ne dela, kot da ne ve, kaj se je zgodilo. Jaz bi se mogoče osredotočila predvsem na obdobje pred žalovanjem. To je nekje 4 do 6 tednov, 8 tednov je tisti čas, ko v bistvu prehajamo v žalovanje, se pravi, smo še vedno v šoku in v tem času lahko delujemo zelo racionalno, zelo v redu, zelo umirjene, predvsem mame. Najhuje pa je potem, ko se res nekje pri 3 mesecih pa tisto žalovanje začne. Takrat pa nekako okolica že pričakuje, da bomo pa živeli naprej. Vse več se jih zateka v Solzice, ki delujejo po vseh večjih mestih v Sloveniji, predvsem tam, kjer so porodnišnice. Zakaj? Zato, ker zelo težko je žalovati sam, osamljen. V društvu smo pa strokovnjaki, ki smo doživeli tudi sami lastno izgubo in nekako te ljudje rabijo samo slišati, da je z njimi vse v redu, da so normalni, ker pač ne morejo pogledati sosedovega otroka, da ni z njimi nič narobe, če se ne morejo veseliti nosečnice, ne vem, otroka v sorodstvu. Tudi delodajalci se obračajo za nasvet na društvo.
Zadnjih 10 let smo se res začeli o tej temi pogovarjati, seveda tudi pokopališča smo odprli in hkrati ljudje so malce bolj odprti in veste, odhod v službo je v bistvu še ena izmed mogoče najhujših obdobij in preizkušenj takšne mame, ko izgubi otroka. V društvu je zelo aktivnih 20 prostovoljcev. Imajo tak obseg dela, da so začeli postopek za ustanovitev zavoda. Tako se bodo lažje javljali na razpise in morda tudi koga zaposlili. Želijo namreč prispevati k rešitvi nekaterih problemov, povezanih s smrtjo otroka. Na primer, kakšen cenik storitev je dopusten v primeru pogreba nekaj dni starega otroka. Predvsem so odzivi žalujočih v smeri, ali sploh se posloviti od otroka tako majhnega, ali sploh narediti slovo ali otroka pokopati. To je bila ena dilema, recimo, ker se je 10 let nazaj se to v bistvu še ni dogajalo, razen v Ljubljani smo imeli park zvončkov, druge pa pač teh otrok ni bilo, enostavno nikjer jih ni in to je tista bolečina. Pogreb pa ja, to je mejnik in kakor je hudo, mogoče še en izmed najtežjih trenutkov, je pa seveda tudi eden izmed najbolj pomembnih trenutkov, da se starši poslovijo, da v bistvu doživijo to dokončnost, da otroka pa res ni več in pokop je potreben. Starši se pa odločajo, če gre to za mlajše otroke, se odločajo za te naše skupinske parke, pa tudi za individualni pokop na družinskem grobu. Društvo Solzice je kot terapevtska skupnost. Smo humanitarni, tako da nam tudi občine prisluhnejo in nam v bistvu donirajo te prostore, kjer potem izvajamo individualne pogovore, skupine. Drugače pa kako se preživljamo, ja, vsi smo v bistvu prostovoljni v društvu, res pa je, da živimo pa od donacij. Tako da v bistvu smo na spletni strani dosegljivi, tudi telefoni so objavljeni na spletu, tako da se nas da dobiti na vsakem koraku. Smrt, bolezen ali starost niso družbene teme modernega časa, pa bi morale biti. Sredi oktobra je začel veljati nov zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki dovoljuje, da se pepel pokojnika raztrosi na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju. Soglasje za tak način slovesa pa mora dati občinski organ, ki o raztrosu pepela odloči v 7 dneh. Tokratni Posavski obzornik smo zaključili bolj mirno. Naslednji bo na sporedu po Martinovem, ki ni le praznik vina, ampak tudi občine Sevnica. Več pa čez 14 dni.